No, tale vlog pa začenjamo še malo preden prevzamemo avto za tale vikend. In sicer zdajle šibam, malo sem že pozen, zdajle šibam v BTC, kjer bojo predstavili 1:1 Lamborghini Siena, komplet narejenega iz legic. Jep, prav ste slišali, 1:1 komplet iz legic, pa je 400.000 kosov, tako da nič, evo, zdaj se pa kolona že premika, nič. Se vidimo v BTC-ju. Že zamujamo. Ena gužva se že nabira. Gospoda, dame in gospodje, en velik aplavz za Lamborghinija! Kva sem videl še klele v salonu, da imajo tegele Mach-1 Mustanga. To je v bistvu moj najljubši Mustang, kar se jih da kupiti v Evropi. In v zelo podobni barvi je tudi tale Ranger, evo, ki ga bomo imeli tale vikend. Pa še poberemo stvari z Flogsterja, pa šibamo. Evo, lej pa še daril, ki sem ga dobil tamle pri legicah. Ruzak gre še fleten vzad, pa smo. Opala! Nice. Enač Rangerček, pa pojmo. Čau, Flogster. Ok, vem, da sem tale vlog šele začel, ampak meni se zadnje cajte med snemanjem vlogov marsikaj pripeti. Tako da v bistvu zdaj naslednji posnetek, ki vam ga pokažem, je bilo mišljen sam, da do Martina skočim po teh par škatel, naloživa in šibam jaz naprej na Hrušco. Zgodil se je pa tole. Kaj mi to šlo? No, meni je telefon padel, tlele vmes, v kason. Zdaj ga bom probala ven najti, pa to ne moreš verjeti. Glej to, tlele sem hotel ga postaviti, da bi snemal in je tlele lih toliko placala, da gre telefon v zadnji in je padel čist do dol. Čaj, zdaj so se pa še luči ugasnile. V mojem rabu ima orodja, da ga... Ja, pa miš, da je šel skozi? Viditi njega, pa še vedno snima. Kva? Pa to je noro. Se ne moram verjeti. No, zdaj pa lahko končno naložimo robo, tlele not, pa jo peljemo na Hrušco. Mi pa všeč tale gumbak. Nice. No evo, tako da po vseh teh kolobocijah mi je ratal spraviti te pakete na Hrušco. Pol je bila pa naslednja moja misija, da probam na Rangerja spraviti moj 4-kolesnik, tako da ga kar potegnemo z garaže, pa da vidimo, kako bo to šlo. Ker sem valjda prvič nalagal 4-kolesnik na pick-up, sem se malo pomatral, pa sem pa pogruntil, da je najlažje, če ga kar dva vzigne ta gor, pa gre. Zdaj z večino prevoznih sredstev bi se na tej točki ustavili pa šli s 4-kolesnikom naprej, ampak z Rangerjem gremo pa mi kar naprej proti vrhu planine, pa bomo pa zadevo malo višji gor zlagali. Pojmo!
Noč, zdaj pa caj, da še štirikolesnik malo akcijo spravimo, a ne? Been on they ass, bitch, I'm on the rail. I rap it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, hit me a chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get it plot, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show when she dipping them nails. I'm ripping my L's, I know they can tell. I did it too rigid, they hit me for favors. Been hooked since the cable was cut in the cradle. What's up, only back that I do it colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Pojzel ni neki crknil. Benzina zmanjkal. Ja, suh je, majster. Ha, fajn, benza mi je zmanjkal. Štirikolesnik pa še v piko gor, tako po širini, kakor tudi po dolžini. Edin zato, ko ima tale električen rulo gor, moraš merkati, da v bistvu s temu na udar, tako da ga pač pogurtnaš, tako da ga nazaj tiši in je čisto reda. Pa dajmo se še malo pogovoriti od tega Rangerja. Avto je seveda super, ampak ima pa tudi par slabosti. Mene recimo moti tale ogromen screen tlele na sred, ker se je fajn, pa ful stvari pokaže, ampak po noč, ko se voziš, je pa kar malo presveto že, no. Pa še v bistvu ves ta brezžičen CarPlay oziroma komunikacija s telefonom mi ni najbolj všeč, zato ker se on kar povezuje, ko si 3 metre stran od avta, pa tako naprej. Prej mi je bilo ful bolj všeč, ko si imel direkt na kabel, zato ker takrat, ko si priklopil telefon, je bil povezan, ko si ga pa odklopil, je bil pa sklopljen. To mi je bilo ful bolj všeč, no. Naslednja stvar, ki mi ni najbolj všeč, se skriva pa tlele pod havbo. Tale avto je opremljen z 2.0 dizlom, sicer je biturbo in ima 200 konj in seveda je za vsakodnevno uporabo in za večino uporabnikov verjetno dovolj. Ampak kaj 3.0 bolj? Ja, bolje. Ma pa tudi par stvari, ki mi je ful všeč, kot recimo tale stopnička tlele, da lažje dostopaš do kasona, to nisem videl še pri nobenemu drugemu. Ali pa recimo tlele, ko odpreš kason vzadi, imaš tukaj noter gumbek, ki ti elektronsko odpre tole zadevo. Seveda, ja, ni težko odpirati pa zapirati na roke, ampak kar je meni tlele všeč, je to, ko ti zadevo zapreš in zakleneš, je komplet zadeva prek daljinca zaklenjena. Pa noter je tale Wildtrak tudi ful lep, ko ima tele oranžne šive takole, pa po sedežih. Tako, ima lepe detajlčke, ampak najbolj mi pa všeč tole klele gor, ko imaš pa ti prazne AUX switche. To pomeni, da si ti v bistvu tlele gor lahko zmontiraš LED bare, vitle, kar želiš in imaš dejansko switche že v avtu. Jaz nisem imel ful priložnosti voziti pick-upov ali pa kakšnih večjih terencev, odzmer so mi bili pa všeč. In zadnjič, ko sem dobil priložnost in sem vozil čista novega Amaroka, me je zadeva ful zakurla, a ne. In seveda sem mogel probati tudi ta novega Rangerja, ker kot nekateri veste, mogoče pa nekateri ne, sta praktično ista avta, isti podvozje, isti motori, sam Volkswagen je noter malo drugač narejen, pa vzuni ima malo drugač detajle, kakor Ford recimo. Kar se tiče vožnje, pa če bi človek zamižal, bi zelo težko ločil, a je v Volkswagenu ali v Fordu. Res, oba avta sta super. Meni osebno. Zdaj pa, zakaj je meni ta avto všeč? Ja, res, itak, že imam 2 avta, pa pač ne rabim še ta tretjega. Ampak ful mi je všeč, ko ful visok sedim in imaš res dober pregled nad prometom, ful vidiš, kva se dogaja, pa ful se varnega počutiš. Pa nisem si mislil, da mi bo pick-up všeč, ker načeloma ne uporabljam ful neki vzadi kasona. Mi pa ful všeč, recimo, ko gremo na kakšne evente, imam šotor, pa ful enih gaj, pa zastave, pa merch, pa vse te zadeve dejansko lahko vzadi vržem, ko zdaj sem zmer basu v Mustanga ali pa v Focusa, pa še v kakšen avto, ali pa vsaj še v 2 avta, zato, ker imamo toliko robe, tle bi pa lepo vrgel vzadi, pa dejansko lahko še zapnem prikolico, pa Mustanga dam na prikolico in grem, kamor mi paše, z vsem naenkrat. Tako da, kva naj rečem? Avto mi je ful všeč in nikoli ne razmišljam v tej smeri, kva bi mogel zdaj vse prodati, da bi si lahko kupil ta avto, ampak začnem razmišljati, kva bi lahko še vse dodatno naredil, da bi obdržal vse avte, ki jih že imam, pa si kupil še ta avto. In take stvari so meni ful motivacija. Predstavljaj si ta kombo. Shelby GT350R, Focus RS, pa še Ranger,
mogoče celo Raptor, mislim, če to ni Dream Garage, pol jaz ne vem. Jaz o tem sanjam že full cajta, tako da moja primarna želja druženja s tem Rangerjem ta vikend je bila, da malo bolj razmišljam pa probam avto postaviti v neke vsakodnevne situacije, pa da vidim, aj to meni sploh všeč ali ni. Tako da zato gremo zdaj na McDrive, ker ni nobena skrivnost, da nisem mojster kuhanja, zato je to ena pomembna kljubica, ki jo mora avto skozi dati. Živa. Pozdravljen. Kaj zdaj bo? Bo. Sem videl, so me kolegi zajebavali, pa veš. Ja, vem, Vaš Expressa, da sem gledal cel video, jaz sem jokal od smeha. Škoda, danes bi jaz imel 2 McFlyerja. Še kaj drugega? To je to. Ok, kdo pa kaj z unim prišel? S Shelbyjem. Ja, kaj čakaš? Bom pa leto še z unim en dan. Pizdarija, da da vidim malo. No, vela. Ne vem, sem te videl že enkrat, da si prišel z njim sem, ali še nisi. Ja, enkrat sem bil, ja. A to je tudi tvoj, ali pa? Ne, tega imam na testu danes. Aha, tudi snemaš. Ja, moram probati, veš, všeč mi je, ki je malo višji, ki se lažje stegnem po hrano tamle. Faj se ga meni. Ajde, čau. Evo, to je bil pa ta fant, ki nama je zanj z Andražom stregel, ki sva bila tukaj z golferom in sva igrala v bistvu McDonald's ruleto, tako da če še nisi videl tega, ti bom stisnil kleni gor povezavo oziroma linkac, da si lahko pogledaš. Tako, hvala lepa, živam. A si videl to? Direkt noter v okn sem se stegnil. Mislim pa, če to ni en velik plus pardajljiv, pa jaz tudi ne vem. Tudi, ko se peleš na šiht, on sam šofira, volan obrača, aktiven tempomat ima, tako da sam zabremza, če on spredi zabremza in tako naprej. Skratka, ves udobje, kar ga imajo vsi ostali moderni avti. Evo, pa je našega druženja konc. Zdaj tole snemam kakšen dober teden ali pa že celo 2 potem, ko sem imel Rangerja in moram reči, da v bistvu ta želja po takem avtu v meni še vedno ostaja. Tako da, dajmo videti, kaj se bo zgodilo na tem teritoriju in pa najlepša hvala Summit Auto v Ljubljani, ki so mi ga posodili za vikend. To je to, se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!